Ja, hvala lepa in lep pozdrav. V meni je precej optimizma, ker v Slovenski ljudski stranki zadnjih 14 dni, odkar je referendumska kampanja, smo veliko na terenu in veliko kontakta imamo tako z mlajšimi, starejšimi in seveda vsemi ostalimi. Ti mladi so rekli takole: štipendije in malice so nam vzeli, morja nam ne bodo. Zato gremo na referendum in bomo glasovali proti. Seveda, približno isto rečejo tudi starejši, borci, kmetje, tako ali tako, to, kar je naše, ne damo. Delavci pa tudi. Dovolj smo že izgubili in seveda tokrat tega ne dovolimo. Strahovi, ki jih napoveduje vladna stranka, kaj se bo za Slovenijo zgodilo? Nič. Povejte mi, kaj se je zgodilo z Irsko, ki je nasprotovala Lizbonski pogodbi. Nič se ni zgodilo. Razen Lizbonska pogodba se je spremenila in tudi upoštevala stališče Irske. Kaj se že dogaja z Grčijo? V tem trenutku ji dajemo milijarde evrov, pa vendar nasprotuje, da bi Makedonija sploh začela pogovore, kljub temu, da Grčija nasprotuje samo zaradi imena. Nam pa bi vzeli morje. Dovolj je bilo. Leta 20 so nam vzeli Koroško, leta 54 so nam vzeli Benečijo, Trst, Goriško. Vsi ti, ki so takrat vodili politiko, so danes zapisani v zgodovini smetišča slovenske politike. V blesteči, z zlatimi črkami slovenske politike so pa zapisani general Rudolf Meister. Zato danes, ki prihajam iz Slovenskih goric, govorim tukaj, v tej zboru demokracije, slovenski jezik. Drugače bi bil verjetno kje na Dunaju danes. In zakaj že gre? Ne gre za levico in desnico, dragi moji, gre za Slovenijo. In zakaj je že potrebno glasovati proti? Zato, ker nočem, ne želim, da bi čez nekaj naslednjih desetletij ali stoletij govorili v tem okolju: drugovi drugarice, sad ste došli v slovenačko županijo. Ne, tukaj je bila in bo ostala Slovenija. Zato verjamem, kljub vsej pokvarjeni današnji koalicijski politiki, Slovenkam in Slovencem še vedno so se prav odločali, ko so to možnost imeli. Tokrat jo ponovno imamo.